Zdrav, oziroma lep pozdrav, oziroma kva se to dogaja? Danes sem rekel, da veste, kaj me je zmotilo? Zmotilo me je to, da vsak dan, v bistvu vsak večer gledam na novicama, mislim na Dnevniku, da je nekdo nekoga zgazil. Se pravi, da je zbol koga, oziroma da je pelil v nasprotno smer, da je zadrogiran bil za volanom in to. Jaz, ne vem, če veste, jaz sem včasih bil inštruktor v avtošoli, celo tam od 24 do 27 leta, moja najlepša leta, velik žena, velik, se me vidite, zgovoren, mlad, lep, črn, in kombinaciji 50 ur z ženo, to je potem, vse veste, veliko zabave. No, skratka, da skratim, da ne grem na drugo stran. V bistvu, par dni nazaj se je zgodila ena nesreča, ko je en model zbol dve deklice, mislim punce, 19 let stare, na prehodu za pešce. In pol tako malo gledam na internetu, pa to razne komentarje na forumih in sem ugotovil, da to ni dober. Zakaj ni dober? Mislim, žal mi je teh punc, res žal mi je punc, ampak ful me čudi, da se tega več ne dogaja. Da se več tega ne dogaja. Zakaj? Ker jaz, kakor veste, bil sem inštruktor, vozil sem avtobus, tudi vse skupaj sem bil skoraj 10 let na cesti. In sem videl tega ful velik, res ful velik. Jaz vam tako povem, te punce so boge, meni je žal, res naj počivajo v miru pa to. Ampak ljudje so telad, ovce, mazge. Ker to, kar se danes dogaja, mislim, mi vsi vemo, da pešci imajo prednost, in pešci in avtomobilisti. Ampak kaj se to dogaja, da ti, ko si v avtu, si nekako zavarovan, imaš pločevino okoli sebe pa to. Ljudje, ki hodimo, ko smo peš, pa nismo zavarovani. Ljudje, ki so ozaveščeni, ki imajo kaj v čuki, vejo, da ni glih fajn, da ti se izpostavljaš pred avtomobilom. Se pravi, hočem povedati to, da ko ti si pešec, nima veze, če imaš ti prednost. Glej, človek. Glej, kam stopaš, pred koga stopaš, kje stopaš, zakaj. Zato, ker se lahko zgodijo prav take stvari, ko se je tem dvema dekletoma zgodila, ne. Saj on je kriv, človek je bil baje zadrogiran, baje bil pijan, budala neki lunatik, ali one so mrtve. In kdo ima zdaj tukaj prednost? Človek bo odsedel, ne vem, 5 let in bo šel ven, on bo živel svoje življenje, imel bo vedno grenak priokus, ali one bojo vedno bile na parceli tam na Žalama. Zato pravim, glejte, ko stopite na cesto, levo, desno, levo, glejte, prepričajte se, razmišljite, ne ker, hop, kolikrat sem jaz doživel, peljem bus, furam bus in peljem in gledam ljudi. In prihaja prehod za pešce, se približujem, ni semaforja, vem, da ljudje lahko skačejo. In jaz pazem, zmanjšam. In človek hod mazga, babetina, največje so bile žene take, ka moški, glej, se nimam nič proti ženam, ampak moški malo več gledajo, čeprav tudi oni imajo svoje primere. Ona hod in ti voziš, da greš, čez prehod za pešce, in ona niti levo, niti desno, hop, pred tebe. In jaz, če ne bi kot šofer se pripravil, jaz bi njo zgazil. Jaz bi jo napolno zgazil. In pol prebremzaš in ona tebi, os prefuknen. Ona na mene, sem jaz prefuknen. Pa pizda ti materina smotana. A si kdaj delala CPP, gledala? Nisi gledala, ne? Zato pa hodeš peš, ne imela je spit za avto. Mazgo ena mazgata. Pa mi prije, da prijem pa da je zavim. Res mu vem ti. In se sploh ne zaveda, koliko je imela sreča. Ne zaveda se, da sem jaz kot šofer pameten, uvideven, predvidljiv in da jaz čuvam njo. In to vam povem, ne pustiti, da drugi čuvajo. Ker drugi so lahko zadrogirani, kakor je ta fant bil. Jebe se njemu. On leti nekje gor, on je vse zvijo, namelejo, puši, on boli njega briga. Vaš, da on kupil gram, 20-30 stereo, da on leti. To je itak poseben primer, jaz, da sem zakon, ja, to sve pozatvoril. Majki mi. Enkrat, da bi enega videl pjanga za volanom, enkrat, takoj izpit vzeti, takoj platiti kaznu, pa takoj delati na prisilna dela, je to džaba. Je, veš, koliko bo pa bo pušil kurec. Eto, kaj bo pušil, se pravičujem mojem izrazu. Kolikrat se je meni to zgodilo, naprimer, a pa primer, žena fura otroka v vozičku. In ona, kakor je pametna, študirala fakultet, dovršila JS. Ona stoji na prehodu za pešce, recimo semaforiziran, in ona na pločniku, ali voziček z zadnjimi kolesi na pločniku, sprednja kolesa in cel otrok na cesti. In jaz uletim z busom in ne morem mimo te mazge butaste.
in se ustavimo prejem vrate in jedem živo in mrtvo. Prevem ti mater, ti se postav na cesto, kje so otroka dala. In ono te gleda, kaj je? In pa ti še Fakiča pokaže. Nit med ušesi, kaj drži tisto glavo skup. Folk sploh ne razmišlja, zato pravim, glejte, pazite, ne pomeni, če imate vi prednost, da kar lahko skačete. Recimo kolesari. Kolesari so poseben fenomen, sam kolesarim, pa to, ker se pazim pa to. Pa jaz vem, jaz v prometu sem živel. Ampak on ne, jaz sem kolesar, ne, kurac jaz na cesto. Ja, fura posred ceste. In ti z avtom gremo, da ga preskočim. In pa greš mimo njega in mu kaj rečeš, kaj je? A bi se tepo, kaj? Da bo že tako izgledal, ne vem, ti, tvoje biciklo. Kolesar na kolesarsko progo, pešec na pešački, avto na cesto. A je res? Poznam mazgo eno, ki fura sred pasa za avtomobile. In pogledaj, da mu kaj rečeš, on užaljen. Spomnim, ko sem z busom vozil, bilo mi je, da mu ga kolesarja zelo prekolca zgazi in napravim sataraš od njega. In tako da, kakor sem rekel, pazite na se ljudje. Zdaj pa druga stvar, avtošola. Jaz mislim, da te avtošole pa to, mislim, jaz sem bil inštruktor, vse to skup je, kako bi rekel, premale tega. Ljudje mislijo, da ko pridejo, ko morajo plačati, da to mora čim prej jeti naprej. Noben razmišlja, da se mora naučiti. Zelo malo je bilo takih, ki so rekli, jaz se moram naučiti, ko bom pripravljen, mi povej, da grem naprej. Ne, kdaj gremo na glavno? 15, 20, 30, kdaj gremo? Ja, moj sošolc, moja sestra, oni so vsi toliko prej. Pa nisem mislil, da ste smotan. Jaz njega učim in on smotan in on hoče na glavno, pa ne moreš na glavno model. In pa me tam forsira in pa na družbeni gre in pade, pa je vas užaljen. Pol za mene inštruktor je pravi, inštruktor ne velja, inštruktor za nič. Kaj pa v šoli, kaj si, ko dobiš šut, cvek, a je pol učitelj za nič? A je pol pizderija ali si ti kriv? Isto je tukaj, sem tukaj problem, ker je v denarju. Pa ti prije starši težiti. Ja, kakšen je to inštruktor, to treba zamenjati, a veš. Pa zakaj ne greš v šolo težiti učitelju, zakaj on ima cveke? Zato, ker te je tukaj plačati. Treba plačati in pa je pizderija. Imel sem babetine butaste, stari moj, ker raba 20 ur, da se nauči prešalto v drugo, iz druge v tretjo predstavo, jaz sem za na glavno. In ona sanja tam v nekih BMW-jih, neka sponzorša, se spomnim, bil en primer, koliko je ona huda, ona je bila v Lady nota, kva je žena revija Naga in to tuko ena. Pa vidim, diskotekama pleše, tam ko ena kurva. In ona govori, veš, jaz bom šla na izpit. Ne veš pojma, ženska sklopka ne znaš pustiti, ne veš, kaj je točka speljevanja. Kamole je lahko gledala znake, in tak folk fura. Jaz se spomnim, stari did, stari moj štaka na hod, vzame ključ in skole je not v ključavnico. Jaz gledam, stari, kam gre ta, pržge avto, in zavija stari eno avtomobilu odvali žmigavac, ne jebe on 5%, on 5 ne ve on, da je odvali žmigavac. In taki so na cesti. Kokor pravijo, od 18 leta naprej izpit. Jaz pravim, do 55 leta konc z izpitom oziroma preverjati psihofizične sposobnosti, motorične sposobnosti ljudi. Ne, on do 80 ima izpit narejen. Baba stara 80, ne more si kafe skuhati in ona voz na avtocesti. 80. In pol ti snalazi se, stari, ko letiš tam 130 oziroma več. Jaz pravim, da ta zakon je čisto pizdi, zato pa je toliko mrtvih. A pa oni, ki grejo v kontra, kako greš lahko v kontra stran na avtocesto? Majke, a si čorava, kaj? Majke mi, a si prefuknen, itak zadrogirano ludo. Kaj se dogaja? Samo starci, žene pa zadrogirani ljudje furajo v kontra. Se pravi, model je zdaj v boj, 21 letnik je šel na kontra, 21 let si stari model, greš v kontra, pa jebem te čorava. Te jebem čorava. Kako se ti to lahko zgodi? Kako? Nanjuši, pohana je, travca, v zakon, to je za zdravje, ko mi pravijo, da je marihuana za zdravje, ti ne veš, kaj je. In pol tam vas zadet voz in gazi ljudje pobija. Ja, to sve na goli otok poslu. Ampak dobro, da skratimo. Se pravi, skratka, 10 minuta je, da malo skratim. Pazite, kaj počnete, glejte, ne se zanašati na druge. Ko sebe pazi, taj bo stov živ.